To je zavetišče za brezdomce na Ruški cesti 71 v Mariboru, kjer domuje 24 moških. Vendar le še do novembra, ko se bodo preselili v novo hišo na drugem koncu mesta, na Šentilski 7. Prepotrebne nove prostore, stari so bili pretesni in vlažni, jim je zagotovila Mestna občina Maribor, ki je v nakup in sanacijo nepremičnine iz proračuna zagotovila približno 160 000 evrov. Dobrodelni koncert pod sloganom Gremo mi na boljše je simbolna gesta, s katero mlade ozaveščajo, da naj bodo občutljivi do ranljivih skupin v družbi in širijo solidarnost. In na naši šoli, srednji ekonomski šoli, kjer jaz poučujem, delamo to že 26-27 leto, letos zaporedoma. Tako da to naključje, da sva se pa srečali z gospo Violeto Košenina, ki dela na Centru za socialno delo z brezdomci, je pa pripeljalo samo k temu, da sva določili letošnjo temo, torej komu bomo pa letos pomagali, kdo je potreben te pomoči. Načeloma so vključene vse srednje šole, vse mariborske srednje šole, konkretno nastopa 8, torej dijaki iz 8 šol, sicer se je vključila tudi Ptujska gimnazija oziroma plesna šola s Ptuja in pa druge šole, ki sodelujejo na drugačen način, kot je recimo snemanje, fotografiranje, malica, recimo gostinska poskrbi tudi za malico in tako dalje. Tako da je to bil res en tak, ali je še vedno, do zaključka koncerta in tudi kasneje računamo, da bomo nadaljevali širok projekt, ki povezuje vse srednješolce, mlada srca, mlade oči, mlade ljudi za en boljši jutri. Program koncerta je bil sestavljen iz zgodbe o tem, kakšno je življenje v zavetišču danes, kaj je posameznike privedlo do tega, da so se znašli v brezizhodni situaciji, dijaki pa so nastopili s svojimi pevskimi in glasbenimi točkami. To, da nekdo pride od danes na jutri, seveda en tak položaj ni danes več izjema. In hkrati pa tudi ravno to je to, kar pač mi počnemo z našimi dijaki, torej jih naučiti, da vidijo, da se seveda s težavami spopadajo, da se izognejo, če je možno seveda kakršnekoli nevarnosti, da se to zgodi in da če pa se zgodi, da si prisluhnemo, v končni fazi smo zato tukaj na tem svetu, da si pomagamo. S prostorsko ustrezno lokacijo bodo mnogo lažje sledili ciljem programa 24-urne oskrbe vseh 365 dni v letu. Zavetišče za brezdomce sicer spada pod okrilje Centra za socialno delo. Imamo čez dan načrtovane aktivnosti, vstajanje ob 6:30 zjutraj, zajtrk, kosilo, večerja so organizirani in pa seveda delavnice, ki jih izvajamo v času dopoldneva med 9. in 12. uro in pa delavnice, ki jih izvajamo tudi popoldan. To pomeni kulinarične delavnice, kreativne delavnice, razne miselne, meditativne tudi, skratka povezujemo s šolami in zato je ta naš ciklus dneva zelo podoben nekomu, ki hodi v službo ali v šolo, pomeni, da je dan vedno načrtovan. To je v bistvu že obstoječa stavba, ki jo je občina prav kupila v ta namen, da bodo naše zavetišče preselili v te prostore. Na kolikih kvadratih je ta hiša, kaj je vse v njej? Ta hiša je v bistvu na nekaj čez 400 kvadratnih metrih, imamo dovolj sanitarij, imamo možnost za skupni prostor, za patronažno službo, ki nas bo vsak dan v bistvu tako kot do zdaj, ki oskrbuje naše uporabnike. Imamo dve možnosti zadrževanja zunaj na prostem, tako da je kvaliteta bivanja neprimerljiva z tem, kar smo imeli sedaj. Nekaterim uporabnikom zavetišča se uspe vrniti nazaj med aktivno prebivalstvo. Lani se je to zgodilo v 6 primerih in če gledate številko, da je 24 nameščenih, v lanskem letu je bilo 34 različnih uporabnikov, eni so krajši čas, eni daljši. Jaz mislim, da je številka 6 zelo lepa številka ljudi, ki so zmogli ali preko stanovanjskega sklada o pomoči Centra za socialno delo ali so si pa našli stanovanje na trgu, našli priložnostno delo, priložnost zase in šli na svoje. In to je v bistvu največja pohvala programu in vrednost, v bistvu, ki jo lahko prepozna potem vsak.
Nepremičnina obsega 2 parceli s skupno površino 710 kvadratnih metrov, na kateri sta 2 stavbi, ki sta bili zgrajeni leta 1905 in delno obnovljeni leta 2002. V 3 etažah zgradbe je 14 sob s 3 skupnimi prostori in 3 sanitarijami po posameznih etažah in še dodatno ločeno dvosobno stanovanje. Sobe so opremljene s posteljami, pisalnimi mizami in omarami. Z zbranim denarjem bodo kupili še kakšen kos pohištva, financirali aktivnosti povezane s selitvijo in spodbujali učenje novih veščin mariborskih brezdomcev. Koliko časa ste živeli v zavetišču na Ruški? 3 meseca. 3 meseca. Samo eno kopalnica, vse mokro, so vlažno, ni živeti. So bile slabe razmere? Ja, opupne. Koliko vas je skupaj v eni sobi tam? 15. Vsak sob 15. Ste že videli, kako bodo izgledali novi prostori zdaj na Šentilski? Se bi že tam, ja. Lepo je. Super bo. Zelo dosti boljše bo. To smo že videli in... Boste imeli svojo sobo? Ne čisto svoje, ne, ampak po 2 bomo skupaj. Tako da bo tudi zelo lepši predpogoji, pa lepši. Nasploh je, zelo lepo je tam. Okolica, sosedje so vas... Zelo razumejo z nami. Že zdaj, ko nas še ni tam. In smo že tudi imeli piknik tam. Najraje grem pač malo po mestu, malo si pogledam. Če imam denar, kupim tudi kaj. Če pa nimam, pa tudi mora tako biti. S koliko denarja vi na mesec preživite, če ni skrivnost? Ja, 290 evrov. Brezdomec pa lahko postane vsak, kaj ne? Koliko mislim, ja. Vsakemu se lahko zgodi. Lahko se to vsakem zgodi. Meni se to pač zgodilo, ker sem invalid gradil, pa mi ni pomagalo kaj druga. O tem govorijo tudi plakati na Starem mostu. Akcija društva Humanitarček, ki opozarja enako kot humanitarna akcija mariborskih srednjih šol. Lahko se zgodi tudi tebi.